Deva se spet selimo na Štajersko, iz Maribora prihaja zanimiva novica. Iskreno povedano, kdaj pa z Maribora ni prišla zanimiva novica. V Mariborskem kliničnem centru sta bila namreč najmanj 2 zaposlena s ponarejenima diplomama. Po več kriminalističnih preiskavah so jo odkrili in odpustili. Neuradno naj bi bila pod drobnogledom tudi vodja kadrovske službe in vodja investicij, ki naj bi posredoval pri obeh zaposlitvah. Samo ne se bat, gospa, jaz sem že operiral. Zdaj bom zarezal, dobro? Kaj ste rekli, narkozo bi? Kako se to da? Pol ne bomo šla na zaupanje, da ne bo bolelo, ali kak? Dejstvo je, da ljudje, ki se prijavljajo na delovna mesta, prinašajo overjene fotokopije diplom. Te so overjene pri notarjih in ko smo notarje spraševali, kako je to možno, so notarji povedali, da oni ne preverjajo izvirnikov, ker za to nimajo sredstev, temveč samo potrdijo, da je tisto, kar nekdo prinese k njim, ustreza kopiji, ki jo izstavijo. In seveda delavci prinesejo overjeno kopijo. Notar vse overi, ba je tudi Pokemon kartice, če prineseš. Na Vodaj ta teden smo pridobili kopije diplom teh osumljenih delavcev. Dajmo pogled, kako izgledajo. Diploma dokazuje, da je ded doktor in da obvlada. Šola se zdravnike Maribor. Zdaj veste, kako izgledajo za v prihodnje, da vas ne bojo več nategnili. Vedno radi pomagamo v tej oddaji. Dajmo pogled zdaj še na tuje. Velika afera je izbruhnila na BBC-u. Del nje pa je predsednik najboljše, najlepše in najbogatejše države na svetu. The best ever. Are you going ahead and suing the BBC? Well, I guess I have to. You know, why not? Because they defrauded the public. And they've admitted it. Trumpov ultimat prihaja nekaj dni po razkritju, da so v BBC-evem dokumentarcu Panorama njegov govor iz leta 2021 zmontirali tako, da je zvenel kot poziv k napadu na ameriški Kapitol. Trumpa so na BBC-u malo zrezali, pa zmontirali izven konteksta in zdaj jih toži. To je nerodno. Še dobro, da na naši oddaji nikoli ne naredimo česa takšnega. Mi zmer pokažemo tako, kot je videoklipe, okej? Nismo še nikoli nič montirali pa sinhronizirali. Pa nas je vse na tur, ko nesramne dlake na džambucu prej. Za koliko pa bo Trump tožil BBC? Če do 14. novembra ne umaknete dokumentarca, vas bom tožil za $1 milijardo. Za milijardo? Režija, imamo pripravljeno milijardo. Čakajte, če Luke odpustimo, koliko smo prošparali? Čeprav ne, zdaj sem se spomnil, da Luki nam plačuje, da lahko snema prispevke. Ne, če smislim, lahko sam prosimo najboljšega predsednika na svetu, da nam oprosti oziroma da nam dodeli imuniteto. A ste tožili kdaj Planet TV? I'm never gonna sue Planet TV because you see, Godler has a great show. He's very funny. He's a very funny guy and he can do with me whatever he wants. And even if I sue them, I don't know if they have $1 billion, you know. Ha! Čist natur. To je natur. Ja, mogoče kvaliteta zvoka, pa mislite, da je sinhronizirano, pa ni. To je natur. To ga nisem jaz sinhroniziral. To je alibi, to je za vse, kar sledi na sodišču. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.